Pozdravljeni! Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v šesti čut. V tej epizodi Lili Sorum. Hudo. Neverjetni šarlatanus Maximus. In ukrivljena fizika. Brez besed ne vem. Števila nas obdajajo vsepovsod. Že ko se rodimo, dobimo emšo. S števili smo lahko zelo osebno povezani. PIN koda, številka telefona, datum rojstva in razne druge obletnice. Matematika in večina ostalih znanosti je pogojenih števili. Tokrat sem na pogovor povabil numerologinjo Lili Sorum. Zanimalo me je, ali lahko imajo števila na ljudi tudi nezaveden vpliv. Ti si ker si numerologinja, me zanima, kaj to sploh pomeni, kaj tebi to pomeni? Najprej nisem obsedena z matematiko, potem ne uporablja se za izračun dobitne kombinacije na lotu, čeprav bilo bi fajn, po moje. Je pa podoben, kakor mogoče ljudem najbližje razlaga kot astrologija. Se pravi, meni osebno je vizija osebnostna rast, se pravi, pomagati ljudem najdeti, kdo so, kaj so njihovi izzivi, kaj se je njihova duša odločila. To je tako fino orodje spoznavanja sebe. Zanimivo, ne? Zelo, ker števila so res nekaj, kar nas obdaja vse posod skozi življenje. Rodimo se na določen datum, na določeni uri, dobimo emšo, tudi ime nam dajo naši starši. Na nek način nas torej to določa. Definira, ja. Čeprav, tako kot pravijo, da si starše sami izberemo, pravijo, da si tudi ime sami izberemo, mi preden se rodimo. Tako da ja, števila nas pa sicer obkrožajo, registrska številka, bančni račun, telefonska številka. Veliko bolj, kot se nam zdi. Na kak način pa si se srečala z numerologijo? V bistvu čisto po slučaju. Jaz mislim, da je bolj mene numerologija najdla, kot jaz njo. Šla sem čez knjižnico, šla sem po čist nekaj drugega in se je prevrnila knjiga takale mi v naročje, in ker sem taka bolj ferbčna kot vse ženske. Knjiga o numerologiji? Ja. Ena angleška knjiga. Oranžna naslovnica je v glavnem se me nesla domov, sem šla računati. In mi je bilo ful v redu, tako da bi se zelo spontano, tako bom rekla. Prej ona mene najdla kot jaz. Se ti je ponudila? Tu sem. Tako nekak, ja. Vzemi me in me preizkusi. Super, v bistvu zelo zanimivo. Kaj bi lahko rekla za moje ime, sam Sebastian, če bi to prevedla v števila, ali pa čisto na prvi vtis mogoče? Zelo močen vpliv števila 1 je v tem imenu. To pomeni, da si zelo samostojen, zelo neodvisen, zelo svojo glavo razmišljaš. Si odprt novim stvarem, nisi pa pretirano trmast pri tem. Se pravi, imaš tak odprt Šesti čut bi rekla, da ti je na kožo pisan. Ker to so neke stvari, ki niso otipljive, niso, ampak imaš neko, bom rekla, zdravo pamet ob temu. Verjameš v šesti čut? Definitivno. Jaz mislim, da ga imamo vsi razviti, ga samo več ali manj, odvisno je, koliko ga poslušamo, tako bom rekla. Nekateri ga bolj razvijamo, nekateri manj. Vsi pa smo sposobni verjetno več, kot si upamo predstavljati. Ja. Pripravil sem si en blokec in en svinčnik. Pa bom poskusil, čeprav te ne poznam, mislim, da se danes srečava prvič. Tako. Je res, nisva se dogovorila naprej ničesar, tako da ti v bistvu ne veš. Jaz se pustim presenetiti. Ok. Dobro. Čisto spontano, ne smeš videti, zato bom dal za hrbet. Tako. To gre za zelo spontano igrico. Tako da ne smeš dosti razmišljati o tem. Torej, če te nekaj vprašam, spraševati bomo o številih, ne smeš v bistvu pustiti mislim, da pridejo in te vplivajo na tvojo odločitev, ampak rečeš čisto spontano. Kar pride, Ne rabi biti nekaj osebnega, ampak zelo spontano. Zdaj, jaz sem napisal eno številko, gre za enomestno število, torej za eno števko. To je v bistvu od 1 do 10, oziroma 1 do 9. Ne, v bistvu ne, od 0 do 9. Od 0 do 9, ja, rečemo temu. Zdaj, če te vprašam, kaj misliš, da sem napisal? Če rečeš od 0 do 9 eno število, kaj bi rekla? 6. 6, ok.
Si želiš premisliti? Ne. 6. Dobro. Jaz sem napisal 7. Okay. Da boš, ne, jaz sem pač poskušam predvidevati, kaj boš rekla in poskušam mogoče, da vidim, če imaš občutek ti, da oganeš, kaj sem napisal. Torej za eno, recimo, da smo tukaj zdaj zgrešila. Okay. Dobar nama gre za začetek. Dobro, začetek, ne? Okay. Dajmo poskusiti še enkrat. Tako, bom napisal nekaj drugega. Ok. Sem nakrcal. To ste hoteli reči, gledaj, da boš lepo napisal. Ja, se vem. Tokrat sem napisal dvomestno število. In ne nič razmišljati o številu, ti povem nekaj o tem številu. To je število med 10 in 50. Dobro. In obe števki v tem dvomestnem številu sta lihi. Okay. In obe sta med sabo različni. Zdaj, če pomisliš, takšna števila so 13, 15, 17, 19 in naprej, še do 50. Okay. No, mi lahko poveš, kaj misliš, da sem napisal? 23. Ok, obe sta lihi, to pomeni, da... zdaj prav dvojka ne more biti, ja. 35. 35, ok. To je res, obe sta lihi, obe sta različni. Bi povedala še kakšno drugo? Sicer hodi mi po glavi 77, ampak je pa več kot 50. In če daš manj kot 50, recimo, bi pa lahko bila katera? 40? 37, recimo. Ker sta obe lihi, ne? Morate biti. Torej, ti si rekla 35, lahko bi bila tudi 31, 37, 39, ali pa še manj. Katero misliš? Dam ti še eno možnost. 39. Ok, torej rekla si prvo 35, potem si rekla 39, ne? Ja. Ampak imela si en občutek neke 7, ker rekla si 77. Ja. Ok, tukaj sta pa obe enaki. Tako da je v bistvu kar, sem te kar malo vodil okoli, ampak imela si zelo dober občutek. Napisal sem 37. Rečemo temu tako, ne? Najprej sem napisal enomestno, pa si za eno zgrešila, ne? Potem sem napisal dvomestno, in si eno zadela. To je res. A ne? Eno, torej trojko, a ne? Pol sedemka. Sedemka je bila že pogojna pol naprej. Sam se ti je ponujala 77, močno sedemka se ti je ponujala, a ne? Tako pa, ampak 37, odlično nama gre, po moje. Zdaj, glede na to, ne, kaj si zdaj povedala, bom jaz poskusil nekaj, kar bi bilo zelo neverjetno, da pa nama tokrat vrata, ne? Zelo, že spet, ampak dobro. Tokrat Lili sem napisal 3-mestno številko. In zdaj mi hodita po glavi 333 pa 777. Ampak zakaj 333? Misliš, da je to... Ne vem zakaj. Pa ti kaj posebnega pomeni taka številka? Ne. Mislim, kot numerolog ja, ampak v tem trenutku ne. V tem trenutku sem še čisto po občutku. Čisto po občutku si šla? Jaz sem zelo presenečen. No. No, v tretje gre rado, pravijo. Očitno, mislim, 3-krat. Zelo dobro. No. Torej, nizek izziv sva si prej dala, torej samo eno cifro. Kaj bi pa to pomenilo, recimo numerološko? Trojka je najbolj srečna številka v bistvu. V numerologiji to lahko povežemo z otrokom ali pa sončkom. To simbolizira optimizem, kreativnost, ustvarjalnost, nasmejanost, igrivost, otroško nedolžnost. Zelo lepo število, torej. Ja, lepo število si izbral. Karte poznaš, ne? Ja, karte poznam. so spredaj vse različne, tako, ne? Ja. Od zadaj so vse enake. Te prosim, kar izvoli eno pokaži s prstom, kjerokoli želiš. Tole? Ja. Ok. Torej, ta je karina štirka, Ja. lepa karta. Trenutek, vzamem malo. Tako, izvoli se lahko podpišeš na njo, ali pa karkoli narišeš, ali pa podpišeš. Ali pa... Muzik. Eva, super. Katerokoli karto se dotaknite, katerokoli. Lahko se sam dotaknemo, tako, ja? Ja. Tole? Ja. Ok. Si želite premisliti, ali bo križala osmica? Ne bo. Ne, v redu. Ok. Pa če smem prositi za en avtogram ali pa karkoli.
Ja, telefonski tokrat ne bom vzel, ne? Bož, da ne, ja. Nove kratice. Ok, še treba se bo navaditi, ne? Ja. Zaprete tako. Še Ja. Ok, tako. Ja, to je tvoja karta. Ja. Ja, tako. Tole. In zdaj, z malo čarovnije, poskusimo najti, če ima ta karta kje kakšno. Aha. Tako. Aha. Čist. A se spomnite, katera je bila vaša karta? Ja. Mislim, da je bila ena lepa črna, ne? Ja. Križeva osmica, Osmica. pa še podpisali ste jo. To je za spomin. Hvala. Odlično. Aj, super. Hvala lepa. Čisto skozi. Eva, se spomnite? Spomnite, kjer je bila vaša karta? Ja. Katera? 4, Karina. Tako je. Vzemite za spomin. Hvala. Kjer je hudo. Je kuli tudi. Ne. Kaj ne rečem? Ja, super. Ja, čist. Nima lukne. Kaj nam moraš povedati, da nima lukne? Ja, ali pa to finta. Finta v levo. Ja, kako je to, da rate glih tole? Šesti čut? Brez besed, ne vem. Zanimivo. A ima numerologija kaj skupnega tudi z magijo, magičnim, ali pa recimo skozi zgodovino? Je to kot, kam bi jo postavlja, ne? Ker ljudje imamo pač predsodke, mogoče tisto, kar ne poznamo dobro, imamo za čarovništvo ali pa za neko črno magijo ali pa za vražjeverje. Ja, sigurno. Zdaj, če gledava preko zgodovine, duhovni učitelj numerologije je Merlin. Ki je definitivno tudi čarovnik, ne, in se je ukvarjal z magijo. Zdaj, kako je to on kombiniral, ne bi vedela, ampak prepričana sem, da nekaj od tega sigurno je imelo tudi skupno pot. Pitagora, recimo, ki ga sicer nažalost poznamo predvsem po enačbi za pravokotni trikotnik, ki je bil tudi numerolog, v bistvu je tudi on tisti, ki je največ znanja od numerologije ostal preko njega. Povabim te, da pišemo zelo spontano števke na list, torej števke so od 0 do 9. In bomo napisala
5 mestna števila tokrat. Dobro, In jih napišiva več, napišiva 5 mestnih števil. dobro. Kar eno Kar mestno. eno. 2. 2, ok, 2 zelo lepa, sem kulen. Dalje, 4. 4, prav. Pa še ti kakšno si izberi? 3, Trojke te je pa danes naprej simpatične. ja, očitno. Da še povej kaj. 1, 1, 9. 9, ok. Pa dajmo dalje. A se lahko ponavljajo med sabo? Lahko se ponavljajo, lahko se zelo naključno, zelo spontano, pač po občutku. Ok, 3. Pa nič. 6. 9. 7. Zdaj pa ti eno vrsto. Zdaj pa jaz je na vrsto, ok. Kaj vem, 4, 6, 1, lahko. 8 še nimava. Kaj še nimava? 5 tudi nimava. Ok. Še 2 5-mestni še. Veš kaj, mogoče, kaj če pa dava tako zelo spontano, da mi ti kar govoriš števila, kar govorim jaz bom pa zelo po občutku pisal. Lahko me zasuješ s temi števili. 3. Ok, dalje, kar dalje še hitreje. Okay. 8, 2, okej. 1, nič, Še. 9, 7, Še. 3, nič, Nič, evo Osem. ravno kar. Še dalje, še. 8, 7, ok. 2, 0, 0, 5. pa še eno, ok, pa tako. To je bilo naključno. Ker imamo 5 mestnih števil zdaj. Lahko te povabim, gledaj, bomo mi dva ta števila med seboj izračunala. Okay. Če to tako vidiš dobro. Ne? Pa imaš, lahko na oko računava, lahko pa če želiš, da preveriva, lahko vzameš kalkulator in vzameš in jih, ali jih poskušaš. Torej, 5 mestna števila Do ene cifre. med seboj seštejeva tako, da dobiva eno vsoto. Torej, teh 5 mestnih števil, ne števke med seboj, Ja, ampak kar tako. ampak teh 5 mestnih števil. To ne vem, če bi se šla med glih na seboj. roke. Okay. Ti kar izvoli. A ti misliš, da je Pitagora pristaš kalkulatorjev ali ne? Jaz mislim, da ja. Zakaj ga pa potem ni on že izumil? Jaz mislim, da ga je, sam ni bil digitalen. Dober odgovor. In tudi stari Egipčani, ne, so abakus izumili. Ne, Ja, ki je si bil tudi Inki so imeli. Predvidevam, da boš ti uganil, kjera je pa potem zadnja cifra. Glej, ti kar računaj. Če vidiš dobro, jaz bom poskusil na pamet. Mogoče bo šlo, mogoče ne. Dobro, in ko imamo? Uh, 246.183 sem jaz dobil. 246.183. Ne vem, zakaj točno bi potem človek uporabljal kalkulator. Zelo zanimivo, ne? Ampak če bi midva, če bi katerokoli drugo število napisala, vsakič, ko si odločala, bi bila vsota drugačna, res? Seveda. Tako da bilo je zelo intuitivno in zelo spontano. Od 0 do 9, enomestna števila, ki skupaj, če jih povežemo, tvorijo eno pač vsoto. Lahko je to zelo neosebna številka. Lahko pa pomeni kaj posebnega, ne? Nekomu sigurno. In v bistvu meni pomeni kar nekaj, kar nekaj močnega mi pomeni. In kot veš, ne, obstaja ena tabela, po kateri lahko prevedemo števila v črke in obratno črke v števila. Kot veš, vsaki številki lahko ustreza ena črka. In jaz sem naredil tabelo. In tabela je torej tukaj. Imamo sicer od 0 do 9. Ja, ločila tudi, lahko bi bilo kako sklik, ne, ali pa vprašaj, ne, kako filozofsko vprašanje, kakorkoli, ampak torej, če vidimo nički, enki, dvojki, trojki, skratka, vsaki števki ustreza ena črka, recimo, pa mi imamo 2, 4, 6, 1, 8, 3. Tako, prosim, mi držiš tale bel list? Super. Zdaj, če vzamem, kaj imamo tukaj prvo, bi lahko bila C, M, Č. Jaz bi, kaj bi rekla? M. Ok.
M. Štirka, E. O, E, dobro. Šestka, dava R. Enka, Meni bo L simpatičen. dava L. Osmica Merlin. in trojka, N. Hudo. Super. Jaz ponovadi rečem, da numerologija je tako, ne? Se jo je treba naučiti. Ni iz zraka potegnjenega, pa vidim, da ni čist res. Mislim, Ja, the best, glej. očitno je to, kar nas je pač danes na nek način povezuje. Ne? Ja, Merlin definitivno je oboje uporabljal, tako da... Škoda, Merlin, numerolog, čarovnik. Tudi astrolog, tudi fizik. Super. Pa še meč je znal vihteti, vidiš, popoln moški. Meni je bila taka super zanimiva izkušnja, glede na to, da niti nisem vedela čisto dobro, kaj ne pričakujem s trikom števili, ker smo vsi, se mi zdi, dosta omejeno razmišljamo. No? Matematika je taka, pravila 1 + 1 je 2, čeprav lahko bi bila tudi 11. Tako da jaz sem se imela ful dobro in zdi se mi lepo, da se spoštuje vse več tudi intuicijo, šesti čust, notranji občutek ali kakorkoli temu rečemo. Tako da jaz sem se imela fajn.